Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši tedenski izdaji. Tudi tokrat nekje proti sredini januarja pogledamo, kako se kaj odprta vrata Muzeja novejše zgodovine Celje, no predvsem pa preverimo, kakšno je bilo tudi za njih lansko leto in kaj nam ponujajo v letošnjem. Egon Horvat bo v tem trenutku z nami v našem studiu. Tako, zdaj pa že pozdravljam v našem studiu Egona Horvata. Dober večer, Egon. Lepo pozdravljeni. V lanskem letu ste v Muzeju novejše zgodovine Celje delovali tako, kot so rekli drugi, bi lahko rekli. Tako je. Predvsem pa ste bili uspešni in kar ste lahko, ste pripravili odlično, tako kot smo z vaše strani že vajeni. Pa Egon, najprej seveda vse lepo, vse dobro v novem letu, celotni ekipi, tudi Muzeja novejše zgodovine Celje. Potem pa bom kar prišla k vprašanju, kako je bilo torej z lanskim letom, zdaj, ko ste potegnili črto? Ja, torej, tudi jaz želim ekipi TV Celje vse dobro v letu. Naj bo boljše, kot je bilo leto 2020. Sicer pa moram povedati, da smo v Muzeju novejše zgodovine Celje, da smo pravzaprav programsko prišli skozi z vsemi začrtanimi razstavami in projekti. Že marca smo odprli odmevno razstavo v Otroškem muzeju Hermanov Berlog, in sicer Več kot barve, ki je gostujoča razstava z avstrijskega Celovca in je bila tudi v tistih tednih, ko si je bilo mogoče ogledati v živo, je bila odlično obiskana, odlični odzivi. No, v času epidemije smo pa prestavili to razstavo na splet in si jo je tudi še nekje do februarja, do 8. februarja mogoče ogledati na naši spletni strani, no tudi kasneje, ker smo postavili 360-stopinjske posnetke razstave, tako da vabljeni na sprehod, virtualni, ker trenutno drugače ni mogoče. Potem smo skušali obeležiti 25-letnico Otroškega muzeja, vendar je še to nas še pravzaprav čaka, ta pravo obeležje, se pravi, bomo svečke pihnali takoj, ko bo mogoče. Potem pa smo v fotoateljeju in galeriji Pelikan smo odprli razstavo Obraze, ki je še vedno na ogled, tudi na 360-stopinjski ogled te razstave. Vas vabimo, ste vljudno vabljeni. In pa najodmevnejši dogodek pravzaprav je bil pa sredi junija, ko smo odprli razstavo Za domovino z rokom naprej. Gre za slovensko-srbske rok paralele, ki je pa tudi, kot sem že omenil v prejšnji oddaji, bila izjemno dobro obiskana, samo odprtje je izjemno dobro obiskano in tudi v času, ko se je bilo mogoče razstavo v živo ogledati, smo doživeli precej lepe odzive. No, od 3. decembra dalje pa imamo v galerijskih prostorih Muzeja novejše zgodovine Celje odprto razstavo zbirke razglednic z naslovom Preljuba moja žena čakam na kolodvoru, avtorice Bronice Gologran-Zakonjšek, ki pa je tudi pravzaprav nemogoče videti trenutno zaradi razmer in tako, da si jo pa mogoče ogledati tudi na naši spletni strani. Spletna stran, kot razumem, je lansko leto bila še bolj obiskana kot sicer, ne glede na to, da ste pripravljali virtualno druženje. Tako, to je bil pravzaprav edini stik, oziroma edino, kar smo lahko v danem trenutku ponudili obiskovalcem in širši publiki. In mislim, da je tudi dobro zaživela, da so tudi odzivi odlični, moram povedati tudi na naših socialnih omrežjih je odličen odmev, pripravljamo razne nagradne igre, ljudi osveščamo, objavljamo zanimive vsebine našega muzeja. Trenutno imamo na paleti recimo stare razglednice, ki jih vsake toliko objavljamo, plus vse ostale obletnice in pa zanimivosti našega muzeja. Časi so negotovi, ne vemo točno, kdaj se bodo stvari odpirale, kdaj boste muzeji spet lahko odprli svoja vrata, tudi galerije in ostale inštitucije. Ko se to zgodi, se zgodi kar hitro ta befel, da boste lahko od jutri naprej pa recimo odprti, pa se potem kar hitro tudi zaprete, no takšno je bilo vsaj, so bile izkušnje, ampak ste dobro pripravljeni na to, če bo vlada rekla, da zdaj pa muzeje lahko odprete, kaj boste ponujali v teh prvih dneh? Absolutno smo pripravljeni. Mi v muzeju ves čas delamo, sicer z zaprtimi vrati, poteka delo znotraj muzejskih zidov, tisto, kar
mogoče včasih zmanjka časa, ko v normalnih časih, če smem tako reči. In sicer poteka dokumentiranje, inventariziranje in ostale zadeve in pa seveda priprave na nov programski sklop leta 2021. Ki pa je letos kako zasnovan? Letošnje leto bo pravzaprav muzeju v znamenju bontona in obletnice osamosvojitve Slovenije. In že v aprilu odpiramo v Otroškem muzeju novo razstavo. Gre za avtorsko razstavo, pravzaprav največji programski zalogaj letošnjega leta. In sicer Olika in bonton bo naslov razstave, ki bo primerna tako za mlade kot za starejše. Malo bomo obnovili ob tej razstavi osnove obnašanja, pozdravljanja in komunikacije. Že naslednja zadeva pa bo pravzaprav tudi aprila. Gre pa za razstavo Fotoaparat in vojna. Gre za medinstitucionalno razstavo, ki jo pripravljamo z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, ki jo bomo tudi avtorsko nadgradili z zunanjo fotografsko razstavo fotografij, ki bo prikazovala obdobje med drugo svetovno vojno na Celjskem. Se pravi, razstava Fotoaparat in vojna je posvečena 80. obletnici začetka druge svetovne vojne v Sloveniji. In kot sem omenil, bomo avtorsko nadgradili s celjskimi utrinki. Potem pa v poletnih mesecih odpiramo razstavo Zgodbe iz JLA. To je ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije, kjer bodo predstavljene zgodbe mladih slovenskih fantov, ki so služili vojsko v JLA in tudi preobrazba iz tiste naše vojske v okupatorsko vojsko. Potem pa čisto ob koncu leta, se pravi 3. december, pa imamo v načrtu odprtje razstave 150 let turističnega društva Celje, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, z Osrednjo knjižnico Celje in pa Kulturnim in turističnim društvom Celje. To je pa pravzaprav, kar se večjih dogodkov tiče, vse. Kar se začrtanih dogodkov, je to to. Ki jih bomo zagotovo izpeljali tako. Super. Egon, daj vas še povabiti še enkrat. Naj vas spremljamo na vaših spletnih omrežjih, socialnih, družabnih, kakorkoli. Naj se vam pridružimo, ker ste tu kljub temu, da za zaprtimi vrati. Tako, vljudno vabljeni na vse možne socialne kanale, tako Facebook, Instagram, ta sta izpostavljeni in pa seveda na našo spletno stran. Spremljate nas še naprej. Tako, absolutno bomo. Egon, kmalu te povabimo spet v naš studio, da poveš, če bo kaj novega, pa upam, da bova takrat rekla, da imaš ključ od vrat in da jih na široko odpiraš. Tako, pa morda brez maske. Brez maske, tako. Pazite nase, celotna ekipa, ostanite zdravi in upamo, da se čim prej spet lahko vidimo takole še bolj sproščeno. Hvala enako. Srečno. Srečno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin.
Meetim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meetim resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meetim delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meetima in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Za vse želje izberite darilni bon Desetak. Veljaven v 5 nakupovalnih središčih. Nakup prek spleta na desetak.si. Tako, toliko o tem, kaj se v tem trenutku dogaja v Muzeju novejše zgodovine Celje. Še bomo seveda spremljali, kakšna je situacija in seveda, ko se bodo vrata čisto odprla, vas povabili tudi preko naše televizije tja. Mi pa k sosedom skoraj da v upravno enoto Celje, tudi tokrat je z nami Damjan Vrečko, načelnik upravne enote Celje. V katerih primerih ni potrebno za kmetijska zemljišča pridobiti odločbe o odobritvi pravnega posla, ki je predpogoj za prenos lastninske pravice v zemljiški knjigi? Odločba ni potrebna, če gre za menjavo kmetijskih zemljišč, ki se izvaja zaradi racionalne rabe kmetijskih zemljišč in če je vrednost enega zemljišča ne presega vrednosti drugega zemljišča za več kot 50%. V tem primeru upravna enota izda potrdilo. V vseh ostalih primerih pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči pa upravna enota izda ustrezno upravno odločbo. Katere objekte je mogoče postaviti na kmetijskem zemljišču in kakšno dovoljenje potrebujemo? Katere objekte je mogoče postaviti na kmetijskem zemljišču, določa prostorski izvedbeni akt pristojne občine, ki velja za območje, na katerem se predmetno zemljišče nahaja. Glede na to predlagam, da na pristojni občini najprej preverite, gradnja katere vrste kmetijskih objektov in pod kakšnimi pogoji je dovoljena po ustreznem prostorsko izvedbenem aktu za to območje. Gradbeni zakon pa določa, da se enostavni objekti lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja. Gradnja pa ne sme biti v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom in drugimi predpisi. Nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti se lahko gradijo izključno na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Kakšno dovoljenje potrebujete za gradnjo objekta, pa je odvisno od vrste in velikosti objektov. Uredba o razvrščanju objektov določa podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov. In sicer splošna podrobnejša merila in posebna podrobnejša merila. V 7. členu povedane uredbe so določena splošna merila, ki jih mora izpolnjevati objekt, da ga lahko uvrstimo med nezahtevne objekte. Medtem ko je v 8. členu so določena splošna merila za enostavni objekt. 5. člen pa splošna merila za zahteven objekt. Manj zahteven objekt pa je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Posebna merila za razvrstitev objektov pa so glede na klasifikacijo objekta določena v prilogi številka 1 navedene uredbe. Podrobnejša navodila za razvrščanje objektov so navedena tudi v tehničnih smernicah. Kmetijski objekti se po klasifikaciji objektov uvrščajo v skupino 127, to je v skupino druge nestanovanjske stavbe in v razred 1271, to so nestanovanjske kmetijske stavbe. Ob upoštevanju dveh, tako splošnih kot posebnih meril, se razvrsti objekt glede na zahtevnost gradnje v enostaven, nezahteven, manj zahteven in zahteven objekt.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno med drugim tudi urediti dovoz do parcele. Kako naj postopam, če bo sosed temu nasprotoval, drugega dovoza pa ni mogoče izvesti? Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je med drugim tudi ta, da mora biti zagotovljena tako imenovana minimalna komunalna oskrba, kamor sodijo tudi dostopi oziroma dovozi do objekta. V tem primeru morate s sosedom skleniti služnostno pogodbo in služnost vpisati na njegovo zemljišče. Izjemno pomembno je, da vse potrebno služnostne pravice uredite, preden začnete s snovanjem objekta in preden želite izrisati objekt za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri nakupu parcele, ki nima dostopa do javne ceste, morate biti previdni, da ima sosedova parcela, čez katero bo speljan cestni priključek, pisano služnost v vašo korist. Namreč, če se sosed ne bo strinjal s potekom priključka čez njegovo cesto, ne boste mogli pridobiti dovoljenja za gradnjo. Toliko v današnji tedenski izdaji na televiziji Celje. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Seveda ostanite zdravi, pazite nase, upoštevajte vse ukrepe, da bomo čim prej prišli v pomlad brez kakršnihkoli omejitev. Uživajte in seveda vabljeni v našo družbo spet čez teden dni. Srečno!